Dobrodošli v novem videu. Včeraj je bil kar slab dan za market, vsi major indexi so bili red, S&P je dropil okoli 1%, Nasdaq skoraj 2% in vse to je bilo v bistvu zaradi tega, ker smo pred market openom dobili PCE report, kar je v bistvu še en report za inflacijo in prišel je dost v bistvu inline z vsemi ostalimi reporti ta mesec, se pravi bolj hot, kot je expected. Zdaj, PCE, kot sem rekel prej, je v bistvu samo še en report za inflacijo. V bistvu PCE pomeni Personal Consumption Expenditure in tukaj se v bistvu meri sama inflacija na ta način, ne merijo v bistvu cen, kot recimo CPI, ampak merijo, koliko zapravljajo potrošniki. No in ta report je v bistvu pomemben tudi zato, ker je to najljubši report za merjenje inflacije od Federal Reserva. Se pravi, Fed v bistvu ne gleda CPI-ja, ampak gleda PCE. V bistvu vedno, ko boste slišali, ne vem, Jerome Powella reči, da je njihov cilj 2% inflacija, to je mišljeno na PCE-ju, ne na CPI-ju. No. Kar je v bistvu dobro, ker PCE je malo manjši kot CPI. Recimo PCE je bil zdaj 4,3%, medtem ko CPI je bil tam 6,4%, če se ne motim. Ampak ja, v bistvu vsi rezultati včeraj so beatali expectations-e. Zdaj tukaj, če beatajo expectations-e, je to v bistvu slabo. Se pravi, expectation za month over month inflacijo je bil 0,5, rezultati so prišli na 0,6. Expectations za year over year so bili 5%, medtem ko so prišli rezultati na 5,4%. Za core inflacijo, se pravi brez hrane pa goriva oziroma energentov, je pa expectation bil za 0,4 month over month pa 4,3 year over year, medtem ko rezultati so prišli na 0,6 month over month pa 4,7 year over year. Dobili smo tudi revision za podatke iz decembra, se pravi core inflacija iz decembra je bila iz 4,4 year over year popravljena na 4,6 in pa iz 0,3 month over month na 0,4. In pa v bistvu tudi, se pravi, ne-core je bila popravljena iz 5 year over year na 5,3 in iz 0,1 na 0,2 month over month. Zdaj itak nekako smo vedeli, da bo najverjetneje tudi ta report za inflacijo prišel hot. Mislim, tudi expectationsi so bili že dosti visoki, ampak še vedno smo jih beatali, zato je tudi market sell-offu. Ampak ja, v bistvu vsak report, ki smo ga dobili ta mesec, in CPI, in PPI, in retail salesi, so vsi v bistvu pokazali, da je večja inflacija, da so potrošniki več zapravljali, tako da ni bilo preveč presenečenje, vsaj po mojem mnenju, da je tudi PCE prišel bolj hot, kot je expected. No, smo pa v PCE reportu dobili tudi podatke, da je consumer spending bil, se je povečal za 1,8% v primerjavi z 1,4 expected, medtem ko personal income se je pa povečal za 1,4% v primerjavi z 1,2 expected. Se pravi, kar to pomeni je, da v bistvu konsumerji zapravljajo trenutno več denarja, kakor ga zaslužijo. Zdaj, podobno so nam v bistvu povedali tudi te credit card company na earnings reportih, se pravi Visa, Mastercard, American Express so vsi povedali dosti podobno, da v bistvu nekemu povprečnemu človeku v Ameriki se manjšajo njihovi savingsi. Zdaj v tem obdobju recessiona oziroma ja, v tem obdobju, se pravi, folk mora v bistvu zapravljati svoje savingse, da lahko naprej živijo, kakor so.
ampak imajo pa še vedno v bistvu več savingsov, kot recimo pred COVID-om. Ne. Zdaj, kot sem rekel, za pričakovati je bilo hot report, ampak v bistvu folk ni pričakoval toliko hot reporta. Če si pogledamo, samo 6 od 61 analistov je pričakoval 1,8, se pravi inkrisa v spendingu, in pa v bistvu nobeden analist ni pričakoval, da bo core inflacija year over year prišla na 4,7. Če si pogledamo malo po kategorijah, v goods kategoriji je bil v bistvu ta povečanje inflacije dosti razporejeno po skoraj vsemu, medtem ko največ se je povečalo zapravljanje pri vozilih. Zdaj v servisih pa je bil v bistvu največje povečanje videno v spending for foods and services. Kar se je meni zdelo mogoče malo zaskrbljujoče je, da so wages and salaries bili up 0,9% month over month, kar je pač ful velik, to je year over year v bistvu 11,8%, kar je ful več kot inflacija. Zdaj pač verjetno je bilo to malo več v januarju, ampak vseeno ta številka je ful visoka. In tukaj je pač pol ta problem za wage price spiral, se pravi, če bojo v bistvu povečanja plač toliko velika kot inflacija ali pa še večja, to v bistvu prinese pol dodatno inflacijo. V bistvu smo tudi ta teden dobili spet en hot jobs report, se pravi jobless claimsi ta teden so prišli na 192,000, kar je že ne vem kolikokrat zapored, da so prišli pod 200,000, tako da ja, tukaj v bistvu še nismo videli, da bi se tukaj umirili. Zdaj veliko Federal Reserve memberjev je že rekel, že pred tem reportom, da je januar v bistvu tisti mesec, ki je najbolj odvisen od sezonskosti, da je tudi zato pač januar bil toliko, da je zato tudi januarja bila v bistvu toliko večja inflacija kakor decembra. Zdaj, a je to res? Ne vem, bomo videli. Naslednji reporti za inflacijo, ki pridejo marca, za mesec februar, bojo zdaj zelo pomembni, v bistvu, da vidimo pač a se bo nadaljeval ta trend disinflacije ali v bistvu ali bomo dobili v bistvu nek nov val inflacije, kar bi bilo pač dosti slabo za market. Zdaj pa še, kar se tiče v bistvu za naslednji Federal Reserve meeting, kaj zdaj pomeni ta report za to. V bistvu meni se ne zdi zdaj, da to ful spremeni stvari, zato ker Fed je probably vedel, da bo tudi ta report prišel malo bolj hot kakor expected. No, ampak market je v bistvu malo spremenil svoje pričakovanja. Zdaj v bistvu market price in še tri povečanja obrestnih mer, se pravi v tem ciklu. Ampak to se mi zdi v bistvu, da smo že prej po teh drugih reportih za inflacijo pričakovali. Se pravi, market zdaj pričakuje in marca, in maja, in junija povečanje obresti in pa v bistvu možnosti zdaj za 0,5% povečanja na naslednjem Fed meetingu, se pravi 22. marca, so se povečale in zdaj v bistvu stojijo tam na okoli 30%. Pač jaz se dosti ne strinjam s tem, se mi zdi skoraj nemogoče, da dobimo 0,5 na naslednjem meetingu. Mislim, da 0,25 make dosti več sensa, zato ker pač v bistvu Fed obdrži ta svoj credibility, pa pol je itak naslednji meeting takoj maja, v bistvu čez 5 tednov za tem marca. No. Tako da se mi zdi v bistvu bolj pametno za 0,5. Tudi ta Federal member Master je ta teden rekla, da ona tudi v bistvu da pač je pripravljena v bistvu da je pripravljena opustiti to njeno idejo za 0,5.
ona je bila pač ful, tudi na zadnjem mitingu, ful za 0,5% povečanja. Tako da to je v bistvu to. Zdaj, kot sem rekel, reporti za februar bojo zelo pomembni zdaj, da vidimo, a je to zdaj nek nov trend, nov val v bistvu inflacije, ali se bo nadaljeval ta trend disinflacije. No. Zna biti zelo pomembno. V bistvu dobimo CPI in PPI, se mi zdi, da še pred Federal Reserve meetingom, no, tako da najverjetneje bo tudi to dosti vplivalo na odločitev. Tako da, to je bilo to v bistvu za ta video. Upam, da vam je bil všeč. Hvala za ogled, pa se ga v naslednjem.